Eva, kaj vam pomeni naziv, ki ste ga prijeli in Obsojena melodija Morenskega? Jaz sem prav presenečena, nisem pričakovala tega. Jaz sem že bila vesela, da sem lahko ljudem pokazala svojo novo pesem. Bila sem zelo presenečena tudi od občinstva, ko sem dobila 12 točk. Sem jim res zelo hvaležna za to podporo, tudi za 2 aplauza, ki sta bila med pesmijo. Res je fajn občutek, ko vidiš, da te ljudje imajo radi, da te spremljajo tako, kot si je. Kako pa je nastopati pred polnim auditorijem? Super, jaz sem zdaj tu v tem auditoriju prvič in jaz moram reči, publika, vse je bilo enkratno in moram reči, da mi je bilo fajn tudi pred domačo publiko, iti spet po Eurosongu. Glede na to, da so vas razglasili za debitantko, mar to pomeni, da vas bomo še večkrat lahko spremljali na festivalu? Na tem festivalu mogoče, se ne vem, ampak delala pa bom naprej skozi novi komadi in tako dalje, tako da videli me še boste. Ponovna vrnitev na odre melodij More in sonca in nagrada že kar takoj. Kaj vam pomeni ta zakon? Presenečena sem nad nagrado. Ne napišem teksta vsak dan, tako da sem vesela. Res vesela za festival, da je ponovno zaživel. Vesela za pesem, ki sva jo ustvarjala s Sašom Fajonom. Vesela sem za njegovo povabilo in to. Kako to, da ste se spravili pisati pesem in jo potem predstaviti prav na melodijah More in sonca? Trenutek, čas. Večkrat kaj napišem, ampak nekje ostaja v predalih, v zapiskih. Zdaj pa mislim, da je cajt, da bi se vrnil. Lahko pričakujemo zdaj še več iz vaše zakladnice oziroma kako naprej tega tega? Ja, treba je pričakovati, ko bo prišlo ven. Enzo, ali je slajše prejemati nagrade sami ali s faraoni? V bistvu nagrajuje se skladbo ponavadi, ne? Enako, ne bom raziskoval, enako. Sladko je, da je človek poplačan za nek trud, za neko delo, bolj pa so relativne te zmage, ker recimo leto, ko smo s Solinarjem ne zmagali, je v bistvu Solinar skoraj eden največjih naših uspehov kot faraoni prej, tako da je relativna stvar zmaga. Kako se je začela vajina pot s Martinom Štibernikom? Že pred enimi 15-20 leti spoznal pa nas je, pripeljal ga je, da se spoznamo Ferdinand Maraš, naš pokojni klaviaturist, ki sem prepričan, da skozi vse to doživlja, vidi, kaj se tam dogaja in se veseli z nami. Gospa Vrčkovnik, samo vrnili ste se na oder in že nagrada. Bi morali že morda že prej priti? Ne moreš priti na oder samo, da si na odru. Jaz sem pa čakala na pravo pesem, na pravi čas, se dolgo pripravljala. Pa je uspeh tu, čeprav sem presenečena, zato ker je tukaj veliko dobrih glasbenikov, veliko dobrih izvajalcev, pesmi, tako da jaz sem mojim angelom in vodnikom sam zahvaljujem. Kako se je bilo spet povzpeti na oder, kot je kar pred auditorijem? Človek res hitro pozab, ne? Jaz recimo nastopam veliko, ne? Ampak to ni tekmovanje, tam ni kamer, tam ni, ne? Tukaj je pa kar nekaj tekmovanje, pa kamere je pa malo teže. In zdaj že pa res nisem bila, nazadnje sem bila na festivalu 2003, na slovenski popevki, na MMS-u pa 2000. Res malo teže, no? Ampak sem, vse končne fazi pa 21-letne izkušnje tudi nekaj doprinesejo, no? Tremo sem pa res še imela, tako da se mi včasih vsi čudijo, kako to, ne? Ampak ne vem, tak je. Torej to tudi pomeni, da se nekako vračate nazaj ali... Pa jaz nikoli nisem odšla, se nimam zakaj vračati. Bolj pospešeni? Ja, jaz bom pač sej, jaz sem vedno tam, kjer me povabijo. Skratka, nisem še v penziji, ja. Kaj pa vaše mnenje o zmagovanju? Zanimivo, spet mi je bilo fajn, mogoče bi zdaj par let nekako nisem imela niti volje, niti želje. Spet mi je fajn, da je to podobna organizacija, kot je bila takrat in da je to na nivoju, da je veliko dobrih izvajalcev, kvalitetnih in avtorjev seveda. In nekako je bil en trenutek, ko sem jaz
se zdelo, zakaj pa ne bi šla spet za eno skladbo, ki ima en lep naslov za stare čase, ki je tudi malo nostalgičen, tako kot je tale festival, ne. Tako da, mogoče je zdaj, ko sem malo starejša, gledam na to še malo bolj odgovorno, tako da verjetno sem imela še večjo tremo kot pred 12-13 leti.